In on pravi, da je to vse nadzorovan. Nič ni nadzorovan. Kemija, razvijaš, predolg pustiš pol sekunde, vse gre v kurac. No, ampak zato Kako je so to lahko mojstri, To je neznanje, to je samo neznanje. Ja, se tudi to strinjam. To je kot da bi rekel, kot da bi daš meni čopič v roke in zdaj rečeš meni nekaj naslikam in pol boš pričakoval od mene, ker ne znam slikati, da ti naredim nekega Rembrandta. It's not gonna happen. Enkrat, ko narediš matrico, pol ta matrica dela nekaj cajta. Jernej, midva sva delala matrico, vsak od tis je bil drugačen. Ne, tam se je nekaj razlil, tam nekaj ni prav prišlo, tam si z raklom nekaj čez čuden, pa se ni... Sam to je pač del grafike, ne? Mislim... Kaj je pol to fora, da je vse perfekt, sam zato, ker se delaš, da uno, ki ni bilo perfekt, ne obstaja. Ja, to je tako kot knjiga, ki jo kupiš. Načeloma so vse knjige iste. Pač ta rdeča pa modra, ker res ful žarijo, kadar so v tubi akrila, poljo pa daš na platno, pa pač se kar izgubi, pa je res grozna. A ne, zakaj recimo ne bi Marko sam hudga si to tiska delo, ne? Zakaj se je treba jebati s tem risom? Nimam najljubše tehnike, če to sprašuješ. Ja, nekako to sprašujem, ja. Mal bolj piker, hudomušen, igriv, urbana kultura, grafiti, street art, popularna grafika, vibe? To je mig-mag varjenje z CO2 argon plinom. What? To je samo za nerde, ki vejo. V bistvu zgleda hot glue gun, sam da je pač za železo. Dal čopič v usta, ko bom nekaj drugega delal in se bom obrnil in bo pač čez celo platno neka črta in jo bom mogel pol popravljati, ne. Umetnost samo po sebi je dokaj elitistična, sploh slika, grafika, pač enkrat prstane pri nekomu doma ali pa v neki zbirki, kjer je večini ljudem skrita. Kaj je fora tega Vatika? Mislim, to je letos... Ti bo dala recept, pa boš vedel, kaj je. Ne, to nikoli nisem slišal, letos pa kar naenkrat se ful govori o tem. Jaz sem si to predstavljal, kot kar neki ful pustga. Ja, pa ni, v bistvu je ful šita noter. V bistvu sploh ni kruh, ampak je pecivo. Drage poslušalke, dobrodošle v 3. epizodi 5. sezone Kritiškega posladka, podcasta, kjer se na široko pogovarjamo o vizualni umetnosti in z njo povezanimi prilastki. Danes z nami umetnik Marko Šajn. Marko se ukvarja predvsem slikarstvom in grafiko, zadnje čase pa tudi s plastiko, dela art iz kovin. Zelo blizu pa mu je tudi produkcija zinov, murali, risba in popravljanje in furanje koles. Marko je tisti umetnik, ki upodablja brezobrazne zaobljene figure, ki se skozi objemajo v milijon različnih pozah. Trenutno ima samostojno razstavo v galeriji Bažatovo v Ljubljani. Mogoče se ga spomnimo tudi iz razstave Vzajemni kompromis v MGLC-ju izpred 3 let ali pa iz razstave v Novomeški Krki ali Hiši kulture v Pivki. Veliko njegovih del je moč zaslediti tudi v Dobri vagi, tam si lahko prelistate in kupite tudi njegove zinčke. Pogovarjali se bomo o njegovem delu, primerjali grafiko in slikarstvo, o priljubljeni motiviki objemajočih se teles, o moralih, zinčkih barvah, delu na periferiji, malo kolesih, o rabi umetne inteligence in nasplošno o njegovih izkušnjah na slovenski art sceni in tudi kakšna primerjava s tujino. In kot vedno, drage poslušalke, vas fehtamo za drobiž. V opisu je link do spletne strani, kjer nam lahko donirate kavo. Sprejemamo tudi dejansko fizično kavo, droge, art ali dejanski cash. In hvala, Marko, da si nama kavo prinesel. Odlično. Zakaj? Lepo pozdravljeni. Poslušate Kritiški posed. Posladek. Ok, Marko, dobrodošel v najinem studiu. Zdaj mogoče na kratko, torej ti si študiral slikarstvo in grafiko na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani. In ja, torej deluješ na področju slikarstva, risbe, grafike, kiparstva in umetniških publikacij. Zdaj trenutno ta razstava v Bažatu, ki je nosi naslov Tempo. Na njej so predstavljena dela, ki so nastala med leti 21 in 26. Kuriral in obrazstavni tekst je napisal Adrian Praznik. On tudi zapiše, da tvoje osrednje vsebinsko izhodišče ostajajo medsebojni odnosi, motivika pa temelji izključno na človeški figuri, ki je stilizirana, izpraznjena partikularnih karakteristik, figura kot znak. Torej, te figure so v različnih medsebojnih prepletenih položajih, simbolizirajo družbo, kjer posameznik ni izolirana enota, pač pa nastopa kot neko vozlišče, del odnosov, del komunikacije, tudi če je v njej šum. In zdaj, če začnemo po moje pač direktno, ker pri teh tvojih figurah,
po katerih si pač najbolj znan, takoj prepoznaven. Povej nam o teh figurah, od kje so se nastale, zakaj ustrajajo, kako se je vse skupaj začelo. Poma pa Jernej full replik. Hvala za ta dolg uvod. Mogoče samim popravk, študiral sem grafiko in slikarstvo. Kaj sem jaz rekla? Slikarstvo grafika, ker v bistvu je bil to en predmet, ki je trajal ful mal časa. Dejansko si se lahko ti vpisal na grafiko kot primarno stvar, torej stare tehnike grafike. Je bilo pa pač program v bistvu skoristi k slikarstvo, samo da pol od drugega letnika naprej, namesto da si vsak dan imel slikanje, si imel vsak dan grafiko. Tako da sem v bistvu ful več delal v grafičnih ateljejih, kot v slikarskih. Okay. Kakšne grafike si delal? Probal si najbrž praktično vse, ne? V bistvu ne, ker smo imeli mentorja, ki je bil zelo starokopiten, tako da smo se ful posvečali tem nekim klasičnim tehnikam, pač lesorez, suha igla, jedkanica, litografija. On je zavračal sitotisk, tako da se tega nismo lotili ali pa kakršnih koli, recimo temu bolj moderni tehnik. Ampak ta popravek sem rekel bolj zaradi tega, ker se mi zdi, da se nanaša, oziroma me je ta neka izkušnja, do katere sem imel takrat mogoče ful enega prezira pa odpora, pač ker sem hotel se ukvarjati tudi z drugimi grafičnimi tehnikami, me je vseeno pripeljala pač do te točke, da so zdaj te figure takšne, kakršne so. Ali zaradi tega, ker uporabljaš pač te neke dolgotrajne tehnike, kot je lesorez ali pa suha igla ali pa jedkanica, pač moraš ti res zelo premisliti svoje poteze, če si hočeš malo prešparati cajt ali pa delo, jih moraš pač znati poenostaviti na tak način, da še zmer zadeva stoji oziroma zgledati, kakor hočeš. Recimo nek ful dober primer tega je ta Picassov bik, ki je pač par potez, ki so vsem jasne, da pač je to nek bik, ne pa kar neka čačka. Mogoče se takrat tega nisem toliko zavedal, kaj mi bo pač to pustilo, ampak zdaj, ko opažam, pač res konstantno posplošujem in poenostavljam svoje risbe, tudi pač, ko pogledam zadnjih, 10 let, ko so recimo, da moje te figure nekako prisotne, se zelo pozna, da je bilo na začetku so bile še malo bolj detaljne, sem dodal še kakšne elemente, pač neke črte na majici ali kakorkoli, da je pol izgledalo malo bolj volumensko, malo bolj pač tridimenzionalno. Pač to je zmer bolj bilo opuščeno in v bistvu zdaj sem že na tej točki bil, kar je recimo vidno v zgornjem nadstropju Tempo razstave, ko so te 4 večjega formata slike. Sem že tukaj začel poenostavljati, da določene figure sploh nimajo obrisov, ampak se kar zlijejo z ozadjem, so mogoče pač postanejo kar nekakšen del platna. V bistvu, ja, vidim to samo kot neko evolucijo, ne vem, kam bo šla, ampak nek napredek oziroma sprememba pa je pač konstantno iz leta v leto, kar je, se mi zdi, zelo dober pokazatelj bila tudi ta zdaj razstava, ki je nekakšen pregled 5 let ustvarjanja. Pač je videti, da je vse nekako povezano med sabo, ampak je, lahko rečeš temu, napredek. No. Kaj pa čista motivika, torej upodabljanja človeških figur v različnih zmečkanih objemčkih in tako? Ne vem, a kdaj kakšno stol narišeš? Tudi, ja. Mislim, do tega, da je upodobljenih več figur, sem tudi postopoma prišel. V bistvu eno razstavo sem imel 2019 v Hiši kulture v Pivki, ko je bila moja prva, recimo temu, resna samostojna razstava in tam še ni bilo pač upodobljenih večjih figur. Tam so bile po ena figura na platno, ker sem v bistvu hotel čim bolj zafilati platno, ne glede na dimenzijo, z eno figuro. Tist se je nekako izpelo in začel sem pač dodajati figure in začel sem delati neke gmote, ki mi že same po sebi delujejo zanimivo, plus zdi se mi, da lahko več povem, če je prisotnih več teh figur in pač nastanejo neke bolj zanimive kompozicije, kot pač, če si omejen sam na eno figuro. Jaz bi mogoče kar se zdaj naslonil na ta Corporate Memphis, če poznaš, ti je znan koncept. Glavno, Corporate Memphis je v bistvu nek ime, ki ga je pridobil nek stil risanja, ki se je zgodil tam nekje med 2010-2020.
To so v bistvu zelo podobno tako stilizirane figure, ki so se pojavljale predvsem na nekih tech sajtih, recimo vsi neki corporate ala Facebook, Twitter in podobne stvari so v nekem obdobju potem začeli uporabljati za komunikacijo z javnostjo te stilizirane človeške figure, zato ker po eni strani se s tem kao hočeš približati človeku, po drugi strani so pa te figure tako poenostavljene, da niso, kako bi rekel, ne moreš nič oporekati. Ja, niso specifične. Ja. In to se je pač, ljudje so opazili ta trend, to se je tudi zaradi teh raznoraznih vektorskih programov pojavilo kot zelo enostaven način za risanje, zelo prijazno je, da neko kobajagi nek človeški obraz, hkrati pa to. Sama zgodovina imena v bistvu izhaja iz tega, da iz te skupine Memphis Milano, To poznam. ki so delali pač v takih živih barvah in to so potem v bistvu še povezali s tem corporate, tako da nima nobene povezave s tem Memphis Milano, je samo pač neka navezava. Ampak ja, zelo podobno je tudi temu, kar ti delaš, po svoje, ne? Mislim, ja, čist razumem to povezavo, zaradi tega, ker res delujejo moje slike tako precej grafično, oziroma niti ne tako grafično, kot mogoče zgledajo, kot da bi jih komot nek grafični oblikovalec delal ali pa da bi bile komot uporabljene za, rečemo, neko korpo zadevo. Ni to, mislim, namensko. Ne vem, če bi rekel, da je to moj namen, ni da je bil to prisiljen stil, ki sem ga pač... Mislim, ne glede na to, kako si prišel ti do teh figur, paralela obstaja. Pač zdaj, definitivno. Pa mislim tudi, dostkrat me kontaktirajo za določene komišne ali pa karkoli, lik zaradi tega, ker ljudje očitno opazijo to neko univerzalnost. Tako, kot si rekel, niso neki specifične, niso žaljive do kogarkoli. Razumem, zakaj mogoče to je bolj všečno, kot karkoli drugega. Ja. Mislim, da se ta mogoče corporate Memphis zdaj malo že izpel. Zdaj je AI. Zdaj je AI. Zdaj mora biti vse cutesy in video. Pač meni je bila res zanimiva ta povezava, zato ker najprej pomisliš, mogoče pa to bil komentar, hkrati, ker ta ilustracija je nastajala z namenom neke zelo specifične potrošniškega vidika in je bila res samo kot neke vrste spremljava, kot oprema neki spletni strani, kot oprema neki vizualni komunikaciji. Medtem ko pa ti vzameš, recimo, tudi če bi bil kot komentar, ti bi vzel to figuro in zdaj bom pa prenesel na platno. Kar je v bistvu nasprotno od tega, kar je to. To je verjetno bilo tudi namenjeno temu, da je... Ja, greš v neko analogno zadevo, ki je, recimo, temu čist nesmiselna v sodobnem času, ampak... Ja. Ampak recimo ti do neke mere tudi prihajaš iz nekega grafičnega oblikovanja, ne? Kako se to poklop v tvoji slikarski ali pa grafični praksi? A kaj aktivno razmišljaš o tem, ali so se pač stvari same enostavno poklopile, pa se zgodile, da se pač ta stil nekako na tak način nadaljuje, pa da se je nekako ustalil, pa da smo ga zdaj pač na tak način navajeni? Mislim, da bi rekel, da aktivno razmišljam, ne, je pa definitivno, tako kot čisto vsaka stvar v življenju, ki pač pusti nekaj za sabo, je tudi pač grafično oblikovanje zagotovo pač pustilo pri meni nek ali proces razmišljanja ali kakorkoli. Mogoče tudi zaradi tega zdaj slike delujejo tako, kakor delujejo, pa mogoče zaradi tega tudi pač barve so, kakršne so in kompozicije takšne, kot so. Se nekako distanciram od tega grafičnega oblikovanja, zaradi tega, ker je bilo to neko obdobje, ko sem zapustil akademijo, nekako sem se mogel pač preživeti in najbližje mi je bilo početi nekaj čim bolj kreativnega. Grafično oblikovanje mi je pač to omogočalo. Ampak najbolj je zanimivo mi to, da takrat, ko sem delal kot grafični oblikovalec, sem imel najmanj neke lastne produkcije. V bistvu zaradi tega, ker sem delal nekaj, kar je zahtevalo mojo kreativno pozornost, sem tudi, ne vem, če prav reči, da sem se izpel ali pač kakorkoli, mogoče sam pač nisem imel več te kapacitete, da bi še za lastno ustvarjanje pač imel neko energijo. Medtem, ko zdaj, ko imam pač službo, ki ni načeloma nič kreativna, pažam, da imam ful več neke in volje in navdiha ali pa kakorkoli, ful sem bolj produktiven. Tudi če to pomeni, da delam ful več v bistvu vsak dan, zaradi tega, ker delam 2 šihta dejansko, ker tretiram svojo umetniško prakso tudi že skoraj kot službo, zaradi tega, ker mi toliko časa vzame. Ne. Ampak je drugače, ker
cel dan lahko razmišljam o tem, kaj bi rad naredil in ko pridem v atelje, je pač ful enostavno. Sam še delam in stvari se ful hitro zgodijo, mi pa hkrati vseeno omogoča služba to, da si lahko prvoščem delati skulpture ali pa karkoli, kar zahteva mal večji finančni vložek. Tako da, ja. Koliko pa delaš približen, ko prideš domov popoldne? Koliko časa še delaš v ateljeju? Vsak dan? Načeloma probam vsak dan, je pa ful odvisno. Zdaj recimo, ko sem se pripravljal na razstavo v Bažatu, sem delal vsak dan, ne vem, od 8 zvečer do 11 še v ateljeju, pa ob petkih smo bili zdaj na srečo zaprti, pač v naši kolesarski trgovini. Tako da sem delal še vse petke, pa cele vikende. Ampak ja, recimo, da nek povprečno delam vsaj 3-krat na teden po 3-4 ure v ateljeju zvečer, pa še za vikend. Ok, zdaj, če se mogoče vrnemo k tem figuram, kakšno o barvah, če bi mogoče rekli, ne? Zdaj, večina barv, ki prevladuje, ko je stvar barvna na tvojih slikah, imamo zdaj to rdeča, modra, rumena, te pač basic osnovne barve, čeprav vmes pol recimo tudi tam že v pivki, pa ko so bile ta sodelovanja z AI-jem, pa tako so se neke te bež vijolične pojavile. Zdaj v Bažatu imamo ena izmed onih 4 velikoformatnih slik, ima to neko losos ozadje, ali to oranžkasto. Ja, ni losos, je bolj oranžna, kot losos, ampak ja. Ni una strupena oranžna. Ni tako strupena. Sem sicer dajal malo majoneze zraven. Ja, malo sem dajal fluorescentne vmes, ampak pač, ko sem hotel, da vseeno žari, ampak vseeno je mešana tudi malo z belo, zaradi tega, da je bolj pokrivna, tako da deluje malo pastelno. Pa pol še eno, ko je taka, ko so pač neki te emoti gor, ne? Ko je tako 50 Shades of Darkness. Meni recimo osebno ful niso blizu te, kere so to barve, novne barve, kako se jim reče? Art people. Kaj? Primarne? No, kombinacija teh primarnih barv meni to ful ni blizu, meni gre ful na živce. Ja. Pol nisi fenica Memphis Milana. Kakšen je pa tvoj odnos s temi barvami? Ne vem, kje, če sem blih nekaj prebirala, a je to bil tisti intervju ali kaj, ko si tudi nekaj o barvah govoril, da mogoče ni tako, da bi ti ful za nalaž razmišljal nekaj intenzivno o teh barvah, pa da bi se za to odločil, ampak da so mogoče spet najmanj problematične, ali pa da so glede zato, ker so najbolj basic, da mogoče se jih ni težko spomniti, ali kako bi rekel. V bistvu mi barve nekako diktira tehnika, ki jo uporabljam, oziroma, ko si jih omenila tiste slike, ki so bile delane z AI-jem, mislim, niso bile delane z AI-jem, pač uporabil sem sam neke AI renderje za model, da sem pač jaz po svoje narisal. Ampak tam sem uporabljal zelo neke take zemeljske utišane tone, pastelne, zaradi tega, ker so tudi ti renderji bili v takih tonih. In sem nekako delal neko mimiko vsega tega. Pa tudi nasploh pri slikanju sem skoraj vedno uporabljal neke malo bolj pastelne barve, zaradi tega, ker delam z akrilom in hočem, da so barve res močne in ploskovite in prekrivne. V razen redkih primerih to pomeni, da moram jaz vsaj 3 ali pa 4 roke dati čez platno, zaradi tega, da dosežem pač ta učinek. Ok, recimo črno barvo rabim 2-krat mogoče prebarvati ali pa neko, ki je ful bele mešane noter ali kakorkoli, tudi sam 2-krat, ampak pač ja, zaradi tega, da sem si recimo temu malo skrajšal postopek dela, oziroma še vedno zelo rad uporabljam neke take malo bolj umirjene barve, ki imajo dost ali bele ali črne noter, zaradi tega, da so bolj pokrivne. Pa sem zdaj te večje slike, ki sem jih naredil za Bažato, oziroma niso bile delane izključno za Bažato, no, ampak lani sem si naredil nov atelje in sem končno imel velik prostor, v katerem sem lahko delal velike formate. In zdelo se mi je tako neka super priložnost za to, da poleg tega, da gremo v večji format, ga naredim še čim bolj, kako bi se reklo, izstopajočega, oziroma zmer sem hotel tudi v sliki uporabljati neke primarne barve, kot je pač ta rdeča pa modra, ker res ful žarijo, kadar so v tubi akrila, poljo pa daš na platno, pa pač se kar izgubi, pa je res grozna. Aha, torej to je v bistvu fora, da je bilo teh barv več v grafiki, v slikarstvu pa ne, zato ker je teže prekrivna, ali kaj je rdeča. Ja, v bistvu rdeča je ful slabo prekrivna. Zanimivo, pa tudi modra. Ja, vse te primarne so pač pigmenti so tukaj slabi. Če rumeno sem recimo to, ko je
v galeriji, po mojem, je to vsaj 5 rok, pač te rumene, pa še zmer, če greš blizu, vidiš, da mislim, še zmer zgleda šekasto. Mogoče od vseh teh še najbolj prekrivna bila rdeča, no, ampak akril je pač takšen, da ne dopušča neke take prekrivnosti, kot kakšen drug medij, zaradi vsebnosti pigmenta, ki je noter in pač zaradi kvalitete pigmenta, ki je noter. Tle se že vprašam, če ne bi bilo mogoče smiselno vzeti sliko pleskarske barve za te večje formate. Zna biti, ja, sem pa spet mislim, všeč mi je pri akrilu ta plastičnost, ki se zgodi pol, ko daš tukaj enih nanosov čez, kar res deluje. Drugačen je, kot kakršenkoli drugi. Mogoče ta enamel... Mogoče bi mogel dati za podlago sliko pleskarsko barvo, pa pol čez ali pa nek značim pol barve. Sam ne vem, ta akril mi je ful blizu, ful je easy zadelati z njim. Pol, ko grem že 4. čez, sploh tako velik format, mi je žal, ampak... A ne moš pa, da bi to reševal z debelejšim nanosom? Ne. To pa nočeš, ko hočeš, da je smut gladko? Hočeš, da je smut, pa tudi, če se karkoli zmotaš, če pol kaj linijo popravljaš, zaradi tega, ker jaz ne uporabljam nekih maskernih trakov ali karkoli, ne, pač to je prostoročna linija. Če delaš ti debel nanos, rata pač robček na konc barve in pol, če ti to popravljaš, se kdaj se zgodi, da popravljam, ampak ja, če bi bili to ful debeli pastozni nanosi, bi pač bilo to zelo očitno in bi me motilo. Tako pa, pač res pazim, da zadanem vedno isto linijo, oziroma minimalno popravljam, pa to ni tako očitno. Pa še zmer niso to čist tanki nanosi, pač še zmer je to kar na debelo, no. Sam bolj, to pač ne gre, ker pa se že barva drugače obnaša pod čopičem. Ampak pol recimo ta rdeča, rumena, modra, to je direkt iz tube, pač ful nanosov. Ta oranžna tudi, ali to si mogel pa sam fulje zmešati vnaprej in upati, da ti ne zmanjka? Ja, oranžno sem si zmešal naprej, pa upam, da mi je ne zmanjka, pa mi jo je v bistvu čist mislim, na konci mi je ostalo po mojem lik še za mogoče 10 kvadratnih centimetrov za pobarvati. Drugač pa načeloma je moj proces tak, da si delam vse barve za dlje časa, tako da si zmešam imam neke posodice, pa si zmešam pač različne barve, tako da jih imam tudi, če je karkoli za ali popraviti ali karkoli. Jih imam skozi na zalogi, pa te neke kožne odtenke imam skozi zmešane ene in iste, pa načeloma stehtane v gramih, tako da če mi zmanjka, si lahko pol še dodatno namešam skoraj isto barvo. Sej, če ne gre na isto sliko, načeloma to ni tako problem. Ne? Jaz sem hotel še nekaj vprašati glede teh ploskovnih stvari, ploskovnih nanosov. Zdaj, te večji formati, sploh to, kar je bilo zdaj v Bažatu, to je vse zelo plosko. Pri sitotisku sem pa opazil, da si greš več v ta volumen zadeve. Ali je to samo zaradi načina dela, ali je to bolj stvar, ali je to mogoče način dela, ali je to želja, ali je to mogoče dejansko, da so sitotiski starejši, pa si takrat mogoče še malo bolj razmišljal o volumnih, zdaj si pa bolj v ploskih. Ne, je v bistvu spet vezano na tehniko. Pri sliki me to neko senčenje ne zanima toliko, kar me pri sitotisku. In sploh ti, na katere se najverjetneje navezuješ, so iz MGLC-ja, iz razstave Vzajemni kompromis, ker sem imel možnost tiskati na res profesionalno opremo, ki jo imajo v MGLC-ju, in pač neke malo večje formate, in hotel sem probati nek čim bolj fin raster zvleči ven iz tega, kar je bila pač tudi posledica tega, da sem uporabljal neko senčenje, ki ni vidno sam pač pri teh recimo zadnji potezi črne barve, ampak tudi ostale barve imajo neke rastre, ki se prelivajo zaradi tega, da sem dobil iz 3 različnih barv, toliko različnih odtenkov ven. Ja, tle imam lih eno od teh. Ja, vidim, da si recimo za senco na rumeni majici uporabil rdečo in pol pač oranžna. Ja. V bistvu sem uporabljal isto tehniko, kot bi jo uporabljal za risotisk. Sam, da me je zanimalo, če bo pri sitotisku to sploh vam prišlo zaradi... Ta si zelo sorodna z riso. Ja, ful. Samo pri sitotisku je pol odvisno, kakšen tip barve uporabljaš in daš podaljševalec noter ali ne. Ja, tukaj je Jakob iz MGLC-ja res bil zelo potrpežljiv in zagnan, in ko mi je bilo meni že čisto je on še zmer videl neke detajle, ki bi jih popravljal, in pač se vidi, no, da je delano za res dobro opremo, če bi se to lotil doma ali pa kjerkoli drugje, bi verjetno bilo pač malo slabše. Ja, tudi je bilo težko boljše, stvari. Ja, če imaš ti pač profi mašino, je lažje. Definitivno bolj enostavno. Ja. A pa imaš šanso delati sitotisk v svojem ateljeju?
Nimam, sem pa v bistvu, še preden sem šel na akademijo, sem si doma naredil sam sitotisk, ki smo ga uporabljali bolj kot ne zaradi bendov, ko smo pač organizirali koncerte, pa igral sem v bendu, pa imel sem pač doma prostor za vaje in so iz tega prostora za vaje neki bendi v pač punk, hardcore sceno izhajali. Sitotisk je bil v tej sceni vedno prisoten in smo pač pol še mi probali sami tiskati majice, našitke, naslovke od vinilk. Pol pa, ko sem jaz se odselil, se je približno istočasno tudi Leon Zvodar preselil v Pivko v Hišo kulture, ker je podedoval neki sitotisk opreme, neki sem jo pa v bistvu jaz pol odpeljal tja, pa sva združila te ateljeje skupaj. Tudi zdaj ta oprema, ki ima Leon v svojem novem ateljeju v Postojni, je en del moje in pač malo zmenjeno, da če rabim kaj tiskati, če hočem tiskati, pač imam vedno dostop do tega. Načeloma vsako leto vsaj enkrat kaj natisnem. V bistvu sem hotel še nekaj vprašati glede teh sitotiskov, kako se jih sploh lotevaš. Ker recimo tiste, ki so taki skicasti, sem se spraševal, če so to skice ročne, pa potem to preneseno digitalno praktično, oziroma sfotokopirano. Tiskaj ČB. Črne-bele, ja. Ja, te so dejansko bile isto spet pri Leonu. V bistvu to so bile risbe, ki sem jih delal usporedno z pisanjem enega eseja, ki sem ga pol izdal v Zinu. In teh risb je bilo ful, bile so, mislim, dosta risb zadnje cajte delam, tako da jih še senčem. Hotel sem videti, kaj se zgodi, če namesto da jo skeniram, pa digitalno popravljam raster, kaj se zgodi, če jo dam pač Leonu na nek njegov slab fotokopirat, skenirati pa sprintati ven. In so ratele take zelo zapacane, mogoče komu grde sence, meni so pa pač bile čist hude. Tako da sem pol dejansko sam te njegove printe skeniral pa pripravil za tisk in sem jih direkt take odtisnil. Kaj pa to recimo iz MGLC, si delal direkt na... Ne, to je pa v bistvu bilo po mojem ful daljši proces, kar se digitalnega dela tiče. Si delal digitalne pol. Prvo sem si zrisal vse, pol sem prerisal, tako da so praktično vektori in pol jih naknadno še senčil in rasteriral. Tiste je bilo kar fuljene priprave, ampak mislim, da to ni šans, da bi ročno dosegel s kakršnikoli kolažiranjem rastrov ali pa česarkoli. A pa ti je tako isto dober delati sitotisk, kakor slike? Ja. Nimam najljubše tehnike, če to sprašuješ. Ja, nekako to sprašujem. Ja. Ali pa mogoče v odnosu do riso printa, ne? Ne, mislim, sem človek, ki res nima najljubšega nečesa. Zelo težko se odločim za karkoli, kar mi je najljubše. Imam ful favoritov. Kar se tiče umetniškega ustvarjanja, opažam, da mi je ful všeč to, da lahko delam več stvari hkrati. Da lahko, ne vem, istočasno imam sliko na steni, pa varim kip, pa še vmes skočem, ne vem, do Leona tiskat. Tako da, ja, ni nič najljubše, je pa spet tako, ne vem, če bi hotel delati nekaj z veliko reprodukcijo, oziroma veliko naklado, pa da je za nek zin ali pa kaj tasga, bi se mi zdel risotisk mogoče najbolj primeren. Za neke printe do določene velikosti je mogoče sitotisk mi bolj primeren. Mal glede na to, kaj je sploh namen tega, kar delam. Mi še nekaj tle pri tem risu to razloži, ker se že skozi sprašujem. Eni izgledajo, kakor da bi bili zloženi kot plakat na 4 dele in potem odprti. Zdaj, explain. Ja, niso, čeprav bi tudi to lahko delal. To je delal Nate Sprah, ki je študiral Ameriki, je tiskal, mislim, da je bil on na Yale. Tam so imeli dovolj dober stroj, da je lahko eksperimentiral z formatom in je zložil, mislim, da A2 ali celo A1 list in ga pač tokrat prepogibal pa tiskal, da je ven pač dobil A1 format tiska. Zaradi tega, ker riso je omejen z formatom. Po večini so to A3 stroji, imaš v Evropi enega, mogoče jih je zdaj že več, no, ampak tudi A2, to je pa načeloma to. Tudi zaradi tega se mogoče riso tretira malo kot neka manj vredna, oziroma ne toliko legitimna tehnika, ki se ful sicer pojavlja na nekih prodajnih razstavah, zaradi tega, ker je pa zelo ugoden, zelo dosegljiv, ampak mi, ko smo imeli Riso Paradiso, me nekako ni zanimalo to tiskanje nekih manjših formatov. Sem jih na začetku,
pa se mi je zdelo to tako malo, ne vem, pač to lahko vsak. Nisem pa nikoli videl velikih formatov risov in pol sem se odločil, da probam prvo sestaviti iz 4 različnih odtisov nek večji 50-70 format. Tisti se mi je ful dopadlo in pol sem za MGLC razstavo se odločil, da bom pa naredil res velik format, velik v smislu risov tiska. Tako da v bistvu tisti največji odtisi, ki so, mislim, da 2,5 metra širine krat 1,40 m višine. V njih je, ne vem, ali 4 ali 5 v višino odtisov, pa nekih 12 ali 13 odtisov v širino. Torej, to je bilo ful enega tiskanja. Takrat sem vsako sredo ostal v Ljubljani in sem pač po noči tiskal in ne vem, tekom 2-3 sred je nastal en odtis. Še zdaj nisem tega nikjer drugje videl, je pa mi ful všeč, kako so vse te neke napake, ki jih risotisk naredi, postanejo ne samo tako neka enkratna napaka, ki jo ti vidiš na odtisu, ki je, ne vem, A3 velikosti, ampak tudi one dobijo neko repeticijo, ne? In imaš pol ti poleg imidža, ki je pač glaven, ki ga pač tvoj motiv in ga odtisneš, imaš pol še neke zanimivosti, kot so ti neki valovi intenzitete barve, pa neke distorzije, ki se zgodijo na riso bobnu, ki se pač pojavljajo na tako velikem formatu in res izgleda kot nek, tako si rekel, kot nek prepognjen papir. Zakaj je trajalo 4 srede, da si naredil en odtis, a lahko za une, ki smo pozabili, kako riso deluje, pa zakaj je to dobro? Okay. Explainaš, kaj je fora že? Torej, riso je, da bi kombiniral sito tisk, offset tisk pa fotokopijo. Mislim, ta riso stroj, ki ga imamo, oziroma smo ga imeli, pa ga imajo zdaj v Riso Paradiso v Tobačni, dopušča to, da ti tiskaš 2 barvi naenkrat. Te barve imajo še kar debele nanose in je fajn, da se pač sušijo vmes, preden greš z naslednjimi 2 barvami gor. Ampak že zaradi tega, ker so te grafike moje sestavljene iz toliko različnih odtisov, ker to ni, da ti pač stisneš print, pa da ti kar zapored vse tiska. To je bilo treba, ne vem, za vsak ta en delček od 36, ki sestavljajo grafiko, je treba 4-krat tiskati dejansko. Ne? Mislim, 4-krat. 2-krat po 2 barvi tiskati, vmes počakati, da se posuši in zaradi tega, ker je to grafika, sem hotel, da je pač neka naklada, ki je sicer majhna, jih je, ne vem, 6, ampak vseeno, že pri prvem tiskanju se ti zgodijo neke napake in ti zamakne barve. Torej ti narediš, ne vem, 20 odtisov, iz katerih bo pol, kad drugič tiskaš, jih mogoče prišlo ven dobrih 12, zaradi tega, ker se ti bojo naslednji 2 barvi spet zamakali. Ok, pa zakaj se to zamika? A to je tako malo ja, to je taka mazohizem? Ja, mislim, so bile tudi srede, ker nisem čisto natisnil zaradi tega, ker pač stroj ni sodeloval, ker to so stare mašine, ki jih niti ne popravljajo dosti tukaj v Evropi. Najbližji servis je v Avstriji. Čisto svež, perfekt riso print mašina ti ne bi delal napak. Načeloma ali je to njegov štik, da ima tako levo desno? Mislim, načeloma ne bi smel, ampak je tukaj nekih gibljivih delčkov noter in valčkov in vsega tega in lahko mal na ta boben, kad se rotira, se matrica na robe postavi in ti to vse zamika. Se ti to vse reguliraš pa popravljaš, ne sam vsem, preden ti pač uloviš te odstopanja, pa to porabiš par printov, ne, ko jih imaš recimo da že dobrih in na eni točki se moraš sprijazniti, da pač ne bo perfekt. Sploh, ko delaš nek tak format, si ti ne moreš prvočiti tega, da boš, mislim, pa bi jaz to lahko tiskal 3 leta eno grafiko, ne, če bi hotel, da je res vse perfekt. Sam najbrž je kakšen full color riso stroj, da imaš 4 barve notri. To ne vem, po mojem ne, zaradi tega, ko bi se že papir, mislim, malo si omejen in z tem, koliko je tanek papir, koliko je debel papir, kakšen papir je, zaradi tega, ker ta barva je na neki sojini osnovi ful je mokra in že kad daš ti 2 barvi čez, če so ful ploskovite, ti ta papir kar pač navije in doskrat se lahko zgodi, da ti na ta drugi boben ga kar že zalima gor, tako da si ne predstavljam, da bi lahko 4 zapored tiskal. Mene bi bilo malo čudno, da ne bi imeli tega v japonskih pisarnah, da imaš pač ja, ne vem, mislim, to je bilo itak mišljeno bolj za neke te mange pa stripe pa to in če tako pogledaš... Jaz gledal, so dejansko uporabljali riso v japonskih pisarnah, tipo Office, ja, čisto navaden. Ja, kot nek kopirac barv. Ker je bil pač poceni print. Ja.
Kako pri nas barvni kopirci. Mislim, si dobro, več kot 4 barve, če zares nima nič smisla. Zaradi tega, Ne, 4 bi bilo, imaš cmik, ne? Ja, ti lahko tudi cmik tiskaš komod odvisno zdaj. Recimo, mi smo imeli kar dost bobnov z različnimi barvami, ki ti lahko en boben sam za eno barvo uporabiš. Nekateri imajo tudi sam po 2, 3, tako da ja, ful. Mislim, da to, da se je riso razširil v vse te mnoge barve, ki niso cmik, je stvar tega, da so ljudje gotovili, da je riso pa fajn tudi za kaj drugega, kot sam za fotokopirati. Ja, pa te barve lahko ti tudi sam dejansko mešaš. Ne? Mislim, če imaš en boben, ki si se odločil, da ga ne boš več uporabljal, lahko probaš malo zmešati iz 2 različnih tub barve noter, pa ga pač prebarvati. Pol sploh nastanejo neki taki zanimivi vtisi, zaradi tega, ker pač še zmer šprica malo neka stara barva ven, ampak ja. Jaz sem mogoče malo sprašujem, da pri nas nimamo ta pravega papirja tudi. Po mojem je tako kot z offsetom, ker rabiš ti malo bolj voluminozen papir, da lahko požre to barvo. Ne? Ja, drugače pri nas dobiš marsikaj, pa ta papir, ki smo ga uporabljali ki ga še vedno uporabljajo v Riso Paradiso, je pač prav za to namenjen, ker ja, če bi ti sam šel v Arta ali pa v Rajer po nek papir, ki se ti tako dopade na dotik, ni nujno, da bo na Riso prišel okej ven. Kako so oni to v ofisih uporabljali, a ni fora risa, da se nikoli ne posuši zares? Kaj je to? Ja, vse se posuši. Zakaj se ne bi? Ja, ne, ni tako, da ga ne smeš tikati, ker se pušča barva gor. Mislim, odvisno spet od papirja. Ne? Če je dober papir, pač ga čisto absorbira. Pa če so sam neki teksti ali pa neka rasterizirana risba, ga čisto pije. Najbolj je problem, če imaš ti ful, to kar jaz delam, če imaš ti ful ploskovite nanose in ga čez drugega, ker je pol že toliko barve, da papir dejansko ne prenese. Tist pol pušča, ampak jaz, ko sem sestavljal te ogromne formate, pa sem cel cel sem imel to po rokah, pa sem rezal, pa limuskopi, pa še zmer ni bilo, mislim, sem imel malo na rokah, ampak ne spet to, kar bi si mislil. Se izhajam sam iz tega, Jernej, ki si ti takrat delal tiste zin, riso, unemuce. Pa si mi rekel, neč se dotikati, ker to nikoli ne bo suho. Ja, če je tako še, mislim, mogoče če imaš neke prepogibe, pa to pol, mislim, če drgneš barvo, bo šla dol. Ampak tudi, če greš ti z radirko čez, malo bo mogoče zgubila intenziteto, ampak ne bo pa šla čist dol. Kaj pa je prednost riso grafik? Razen izgleda. Ali je nekaj, kar lahko sam z risom sporočiš? Mislim, da ni bil point risoprinta, da bi bil kaj boljši. Ja, ampak en folk ima ful rad risoprint, a ne? Ja. Zakaj recimo ne bi Marko sam hudga sitotiska delal? Ne? Zakaj se je treba jebati s tem risom? Mislim, bolj je dostopen ris, ti ga lahko se odločiš, da bi, ne vem, zdaj nekaj narisala. Če si prej rekel, da so 4 stroji v če ga imaš na razpolago, ne, se stroje dost, ampak pač pa imaš tudi zelo dost res kvalitetnih studijev, ki se s tem ukvarjajo. Ampak ne, v smislu tega, da če ti imaš na razpolago ta stroj, se lahko odločiš, pa zdaj nekaj narišeš, pa imaš čez 2 uri pač nek print že narejen, medtem ko pri sitotisku je to vseeno mal daljši proces. Že z izdelavo kvalitetnega filma, z sušenjem emulzije in vsega tega, ful rabiš več enega prostora, rabiš vodo. Riso je res kot en fotokopirc, ne? Tako kot je fotokopirc fajn za zine, je pač tudi riso v bistvu komod neka dobra alternativa temu. Pač za riso imaš stroj, ne? Za sitotisk pa ni stroja kot tacga. Ne moraš ti stisniti print na računalniku in dobiti ven na... Jakob ti naredi vse. Jakob vse naredi. Ker riso ima nek tak specifičen vizualen efekt, nek ta vibe ima. Ne? Pač riso je vedno mal zrastan, pa mal svetu, pa to je zdaj sicer tudi moja osebna izkušnja v Vagi, vsakeč, ko je bil riso, to so samo neke forstenčno roza pa forstenčno rumene stvari bile. Ja, ljudje zelo radi uporabljajo. Res je lepa ta fluo roza od risotiska ali pa oranžna, pač res je fluo. Ker na sitotisku je spet ta problem prekrivnosti, ker recimo sitotisk fluorescentna roza je, če jo boš ti tiskal čez nek črnga, sploh ne bo. Bi mogel jo podlagati z neko belo ali pa spet nek dolg proces. Medtem ko riso pa je malo so drugačna tudi ta mešanja barov pa vsega. No. Ne prekrivajo se isto, kot bi pričakoval od akrila ali pa od sitotisk barov,
da če boš ti, ne vem, dal modro pa rumeno, da bo zelena. Pač pri risu, ja, ok, ta primer recimo bo zelen, ampak marsikjer drug primer bo pa čist nek drugačen pigment ven prišel, zaradi tega, ker imajo različne prekrivnosti v primerjavi z nekimi barvami, ko smo jih vajeni iz grafike ali pa iz slikarstva. In vse tiste pofejlane risote si vrgo stran ali jih imaš v neki mapci za prihodnje kolažiranje? Nekih imamo v mapci, nekaj smo jih uporabili tudi v MGLC-ju, ko je bilo v sklopu razstave ena delavnica, pa smo jih pa uporabili za naslovnice od teh zinčkov, ko so nastali na delavnici. Večino pa jih uporabiš za delati od testne odtise za naslednjo. Torej, jo obrneš kontra, pa pač še drugo stran uporabiš za nastaviti matrico na tisto mesto, ki mora biti. Pa pač ja, grejo v razrez, ker nimaš več kaj dosti z njimi zadelati. Všeč mi, da se rekel v razrez, ne samo smeti. To je treba šredati. Ja. Shred the evidence. Ok, dajmo se mogoče dotakniti še teh tvojih kipov, zato ker mislim, da moraš en dvom, ali si že omenil, ki so se prej s Mašo pogovarjala off the record. A ti sam švasaš te stvari skupaj, ali ti kdo to dela, ali kako zgleda to? Vse sam švasam. Kakšno švasanje je to? To je mig-mag varjenje z CO2 argon plinom. What? To je samo za nerde, ki vejo. V bistvu zgleda kot hot glue gun, sam da je pač za železo. Ampak grejo iskrice in rabiš vso možno opremo. Ščit čez faco. Ja, s tem lahko zelo proper stvari variš zelo debele. Pač profi stroje to. Ne, delam sam vse načeloma že tako da se sam lotam vsega. Nekako se mi ne da zanašati na druge ljudi, pa pač nimam tega potrpljenja. In se pač, kar me zanima, se lotam pa se naučim. Isto je bilo pač z varjenjem, ko sem ga v bistvu, ko sva se s punco preselila iz Ljubljane, pa si začela zidati hišo, sva dosti nekih zadev z železom delala, od ograj do praktično vsega. In parkrat sem si sposodil stroj za varjenje, pa sem ga pa pač nabavil zaradi tega, ker sem vedel, da bom to skozi rabo in evo, ga skozi rabam. No in to zdaj, jaz sem prvič videla te velike kipe, zdaj v Bažatu, ne. Nekako recimo, da imamo dva glavna tipa teh kipov, ne. Eni so te, ko so v bistvu iz teh ploščatih kosov kovine skupaj sestavljeni in eni, ki so iz teh žic, ne. In to so tako dost, vsaj te, ki so iz žice, huge žice, debele, so taki dost mal večji, kakor oseba kipi, ne. Torej ni zdaj neki to noro monumentalen kip, ampak je pa kar velik, ne, v resnici. Čistko za predstavo in spet imamo, kar se motivike tiče, torej človeške figure v takih ali drugačnih kompozicijah. Te, ki so ploščati, torej so malo bolj geometrijski, ne, malo so bolj tako porezani, cikcak, medtem ko te iz žice so pa res taki voluminozni, okrogli, zaobljeni, malo bolj tvojim slikam podobni na nek način. Ja, daj povej kaj več o teh kipih. Ja, res je, da so dve različne. V bistvu jaz bi jih ločil tudi na to, da ti, ki so iz nekih ploščatih kosov jekla, so vsi delani naprej, oziroma sem si jih jaz pač prerisal na računalnik, pa pol poslal naprej v izrez jekla, pa sem jih pol sam pač skupaj varil. Medtem, te, ki so kao iz žice, to je 2 cm debela, polna jeklena palica. Te sem pa delal brez nekih skic ali pa karkoli, to je bilo zamišljeno, da delam to kakor neko risbo. V bistvu sproti zvijam in sproti varim in imam neko splošno idejo, kako bi naj ta skulptura izgledala na koncu, ampak ni nujno, da bo pač takšna, isto kakor risba. In zaradi tega tudi vari na teh, ki so iz žic, izgledajo ful taki grobi, debeli. Po eni strani to zaradi tega, ker je tako debel material, da pač potrebuje ful visoko temperaturo, da ga pač proper skupaj privariš, da je to pol trdno. Ampak po drugi tudi zaradi tega, ker je to neka imitacija svinčnika, ki se ti ustaviš na papirju, ki potegneš črto, pa pol, ko jo nadaljuješ, pač nastane neka malo bolj odebeljena pikca in isto je tudi pač na teh varih, v bistvu zgleda, kakor da si se svinčnikom ustavil. So pa nastali skorda po naključju, zaradi tega, ker sem bil vabljen lani junija na en simpozij na Madžarsko, ki je bil pač simpozij jeklene skulpture. Ker nisem mogel biti tam
cel mesec, kakor je bil pač ta rok simpozijuma, ampak sem bil sam dober teden dni. So mi predlagali, da pošljemo naprej, kaj hočem delati, pa mi pripravijo oni čim več materijala, da lahko pač čim več naredim. In jaz sem naredil te 3 zarevele ploščate skulpture, ki so v zgornjem nadstropju v Bažatu vnaprej in poslal, in ko smo prišli na Madžarsko, so mi pač ti materiali že tam čakali in sem se dejansko lahko naslednji dan že lotil varjenja. Mislil sem, da mi bo to ful več cajta vzelo, kakor mi je, ampak sem imel, ne vem, v 2 dneh vse 3 skulpture narejene in pol sem začel risati pač še eno, pa jim poslal v izrez, ampak to je trajalo, ne vem, par dni, zaradi tega, ker pač to ni edina stvar, ki so imeli za počet, ker to je v sklopu neke ogromne tovarne. Tam zraven tega ateljeja oziroma delavnice, ki sva si jo delila z Primožem Pugljom, so bile te neke neke odpadne, te 2-centimetrske jeklene palce in sem jaz za foro pač začel to neki kriviti pa švasati skupaj in je izgledalo mi ful v redu, ker mi je delovalo tako skoraj malo kubistično, pol, ko je ta figura stala, pa ko si jo gledal iz različnih smeri, so se pač dogajale neke oblike, ki so bile čist nepredvidljive, glede na to, kaj sem si jaz zamislil. Ko sem si recimo zamislil frontalno nekako, kako bi ne izgledalo, pa pogledaš od strani, pa čist nek drugega. Spet je to ful hitro šlo, ne? Mislim, v dnevu in pol sem imel prvo figuro narejeno, oziroma prvo skulpturo narejeno in pol sem hodil po tej tovarni in sem nabiral vse te jeklene pač palce, ko sem jih najdel, da sem naredil še eno. Tako da sem po tistem enem tednu na Madžarskem imel dokončanih tam 5 figur, od tega je 1 pol njim ostala za stalno zbirko, ostale so mi pa pač dostavili domov, jih malo pred razstavo, tako da super, da sem jih lahko vključil. Sem pa že takoj, ko sem prišel domov, bil ziher, da hočem tega še več delati in sem v bistvu letošnji oziroma lanski regres porabil za to, da sem nabavil materijala in zdaj imam pač ful teh jeklenih cevi doma. Direkt sem poklical tam v Ilirski Bistrici, imam eno podjetje, ki mi rihta jeklo, sem rekel, to gnarja imam, rabim take pa take jeklene palce, pa zrihtite mi jih čim več za ta dan, pa to je to. Kako si pa sploh prišel na to, da si začel delati kipe, čist tako v osnovi? Kaj je bil tisti prvi moment, da jaz je pa zdaj nekaj zvaril skupaj? Drugače sem že tudi na akademiji šel na pač kao izbirno kiparstvo, ampak me tam sploh ni potegnilo noter, ker smo delali pač tisto neko glavo iz gline, pa pač mi ni toliko potegnilo. Ampak v sklopu MGLC razstave Vzajemni kompromis sem imel to neko idejo, da imitiram pač ta papir še v pač prostoru in sem se v ateljeju ta cajt, ko sem neke druge stvari delal, igral z tem, da sem lepo skupaj neke papirje pa probil narediti neko kompozicijo, ki skupaj drži. Ja, spet splet okoliščin poklical enega prijatelja, ki dela za neko firmo, ki se ukvarjajo dosti z jeklom, vprašal, koliko bi me to stalo, da mi izrežejo pač iz teh jeklenih plošč dovolj za to eno skulpturo skupaj za privariti, pa pričakoval sem ful višjo ceno, pa na koncu v bistvu je bilo zelo dosegljivo in sem rekel, pač pa probamo, ne. In mi je bilo ful všeč, v bistvu mi je najljubši del bil pol razstave lih ta skulptura. To je ta trobarvni šank. Ja. Trobarvni šank v bistvu imenuje se spomenik rumeni, rdeči in modri. Zaradi tega, ker čist cela razstava v MGLC je bila delana s temi 3 barvami, ne glede na to, ali je to riso ali je to sitotisk. Pa je ta kip samo varjen ali so tudi zviti deli? Ker se ne spomnim. Ne, sam varjen je. V bistvu je bil rezan, zato da sem pač pršparil. Sem vse te koščke stisnil na čim manjšo prostornino, kar je bilo možno in sem dal v izrez. Pa sem pa skupaj varil vsako stranico posebej, pa še vse te stranice skupaj, pa pač pobrusil, pa pobaril. Tako da ja, ta recimo, da malo dlje trajal za izvedbo, kakor vsi ostali, ki so malo bolj, mislim, že zaradi barvanja pa vsega, no pa ker niso tako detaljno brušeni, ampak je ful, mislim, hecno je, ko si rekla, da je šank ali pa tako, ko je pol na razstavi sem videl, ko so se, ne vem, recimo otroci noter skrivali, pač tako. Vedno, ko delam neko skulpturo, si zamišljam jo v
ful večji dimenziji, kot je dejansko narejena lik zaradi tega, ker imam v mislih, ko bi to izgledalo, če bi bilo to kot del neke arhitekture zunaj ali v nekem parku in kako bi pač se ljudje pol okrog tega obnašali. Pri tem je bilo to zanimivo, ja, kako so pol ljudje se obnašali in ja, tudi videl sem tudi že odložene kozarčke gor na otvoritvah in vse, pa me sploh pač ne moti zaradi tega, kaj tak. Sam si rekel, da ni tako stabilna, ne? Točno ta konkreten kos, o katerem zdaj govorimo. Ne bi lih skakal po njej, čeprav bi verjetno zdržala, ampak ja, za premikanje pa ni lih najbolj stabilna zaradi tega, ker so spoji tako narejeni, da se na zelo majhnih točkah držijo skupaj in ker je material zelo težek, ne, ta skulptura ima slabih 200 kg, ko jo pač ti premikaš, se mal širi in pač ni lih najbolj cool, da... 200 kg to pomeni, da ima en kos, kaj, 70? Mislim, pač delana je iz 6 mm debelega jekla, pohnega, mislim, te plošče, ne, tako da je se kar nabere, ne. Ampak ja, najtežja na razstavi, recimo v Bažatu je ta ploščata, ki je samostojna na oni strani, ko so neke dve manjši sliki. Res je smotrno zdaj prenašati, pa preklinjali smo, ko smo jo v drugi štuk nosili. Ne. Tista je iz 8 mm debele plošče in meni se je zdelo tako ful cool, ne. Proporcionalno, valjda, če je večja figura, moram tudi debelejšo ploščo dati. Sam pa, ko sem pa to začel variti, dobro, da sem imel pač Primoža tam zraven v delavnici, ki mi je lahko pomagal to premikati. No, saj to, ti rabaš enega, da ti drži da ti lahko variš, ne? Ja, moš ti z eno roko držati, pa z drugo variti zraven. Mislim, nek si nasloniš, pač se znajdeš, no. Drugače te žičnate tudi niso same po sebi lih lahke, ampak so pa full easy za jih premikati zaradi tega, ker pač jo kjerkoli lahko primeš, no, pa jih načeloma jaz sam pač si premikam tam po ateljeju, pa umikam gor dol, ker jih itak lahko tudi vlečem, ker niso nič barvene, ne. So pa one piece. Ja. Ja, saj to si že malo omenil glede teh potencialnih javnih plastik, ne. Te recimo iz žice, ki so, to je odlična pridobitev v nekem vrtu, parku, ne. Si razmišljal tudi tako, da bi se prav, ne vem, tudi prijavljal za kakšne te javne plastike, prav ko imajo ali pa kaj tasga? Ja, zdaj sem se prvič prijavil na nek razpis zaradi tega, ko se mi je zdelo, da dejansko je smiselno, da se jaz prijavim. Vprašanje zdaj, če bo karkoli iz tega, no, ampak ful bi rad imel kjerkoli v javnosti neko pač skulpturo ali kakorkoli. Zaradi tega, ker ko pomislim, ko dosti karkoli potujem, kjerkoli sem, ja, se grem zmerno pogled galerije, pa neke stalne zbirke, pa to pa pač, ne vem, ko vidiš že v 10. mestu spet enega Warhola, pač ti je to čisto vseeno, ne. Medtem, ko te skulpture, ki so pa v javnosti, pa ki so dosegljive vsakmu, pa meni ful bolj ostanejo v spominu. In, ne vem, tako se mi zdi, da ja, pač umetnost samo po sebi je dokaj elitistična, sploh slika, grafika, pač enkrat prestane, če imaš to srečo pri nekomu doma ali pa v neki zbirki, kjer je večini ljudem skrita. Tudi če je, ne vem, občasno na neki razstavi, še zmer je to potencial, mislim, je to procentualno ful mal nekega exposurja v primerjavi z neko javno skulpturo ali pa muralom, ki je skozi pač na razpolago. Tudi 2 murala imamo v Sloveniji, vsaj 2, za katera zdaj jaz vem, ne. Torej, en v Kočevju, en je v Pivki, še kakšen kje? Ne, od muralov je to sem delal tudi pač stenske poslikave v sklopu razstav. V MGLC-ju je bilo MGLC pa v Hiši kulture tudi. Pa delal sem v Kibli, ko sem imel razstavo v Mariboru. Sem pa naredil v bistvu neko tako stensko intervencijo, ki se je nanašala na to 7. skulpturo, ki je ali ne 7., 9. skulpturo, ki je na razstavi v Bažatu. Pač taka je edina, ki ni iz jekla, ki je taka bela, iz stiropora. Ja. V bistvu sem naredil te figure, ki so v tej kocki, ki nekako štrlijo ven, sem jih naredil v Mariboru na steno, ki je neka prehodna stena do galerije, če bi se temu lahko reklo mural ali kakorkoli, no, bolj neka stenska intervencija. Tisto, ki je v Kočevju pa v Pivki, a to je bilo prek kakšnih razpisov ali pozivov? Kočevje vem, da je imelo zdaj par let, je imelo vsako leto. Kočevje ima, po mojem zdaj mora biti enkrat že poziv zunaj. Ful priporočam, da se prijavite, zaradi tega, ker je res fajn, tudi finančno je ok podprt. Tako da ja, tisti sem se prijavil
2 leti nazaj. Kaj pa je bila tematika? Kaj vedno imajo neke te bolj lokalne tematike? Ne? Ja, v bistvu si lahko izbiraš. Oni imajo, ne vem, cel seznam tem, ki se nekako navezujejo na njihovo lokalno okolje. In jaz sem si takrat izbral kmečke upore, tako da je to tematika mojega murala. V Pivki je bilo pa povabilo iz strani Hiše kulture, zaradi tega, ko so dobili nek razpis, ki je za 5 let, mislim, da vsako leto en mural. Prvega delu Leon Zvodar, drugega, ne vem točno kdo. Glavno, ja, tretjega sem delal jaz, me je pač Mojca povabila in sem dobil to res super steno na zelo pregledni lokaciji, ki je zelo pretočna, sicer se malo ljudi dejansko obregne noter v samo steno, zaradi tega, ker se več ali manj vsi sam peljajo mimo, ampak tudi pol tematika tega murala je bila na tak način zamišljena, da je pač ponazarja neko prehodno območje. Kako pa to, da si se za murale odločil, da bodo v bistvu samo iz črnih linij narejeni, ne? V bistvu, ko sem Jerneju govorila o muralih, si je on takoj predstavljal, da bodo to neke spet barvne ploskve, ne? Pa v bistvu niso, je bolj tako kot neka risba. Ja, mogoče malo zaradi tega, ker sem se naveličil gledati murale po vseh možnih mestih, ki so jih delali neki grafitarji, pa ne da imam karkoli proti grafitarjem, sam zelo se mi zdi vse podobno. In tukaj mi je bilo res to, da pač prenesem neko risbo na steno in naredim neko razliko med pač mogoče tudi tem, kar si ti prej mi pokazal, ta corporate Memphis, pač ja, da ne zgleda tukaj general, ne vem, ko bi to rekel, ampak ja, v bistvu to je mogoče ena stvar, da nisem hotel teh barv dodajati pa delovati preveč popularno. Po drugi strani mi je bilo pa tudi ful velika inspiracija, ko sem še živel v Ljubljani, pa ko sem se kaj sprehajal. Tako, če pogledaš v Ljubljani na teh stavbah, ki so recimo 4-5 nadstropja visoke, ki so malo starejše, če pogledaš gor, dostkrat se zgodijo pod fasadami neke freske oziroma neki reliefi, ki so sam linijski, ki jih drugače sploh ne opaziš, ampak pač tega je ful po Ljubljani. Recimo en je tak, če greš tam od Bavarca proti Kinodvoru po Uni ulici, ne vem, ko se imenuje, vem, da je tako na neki stavbi, po mojem, mogla biti neka lovska ali gozdna, neka taka tematika je, vem, da so neke živali narisane, pa neki ljudje, ampak je tako totalno subtilno in jih skoraj ne opaziš, razen če pač to gledaš. In isto je, ne vem, v Rogaški Slatini sem se enkrat sprehajal, pa tudi tam na nekmu starmu zdravilišču, neki taki reliefi, črtni, ki pač ja, meni so ful ostali v spominu, zaradi tega, kot neka taka totalno subtilna poslikava oziroma nek dodatek arhitekturi, ki jo mogoče večina ljudi spregleda, ampak meni je pa ful polepšala pač tisto izkušnjo. Tako da ja, sem tudi to nekako hotel prenesti v Pivko kot pač moj rojstni kraj ali kakorkoli. In isto tudi zdaj, ko sem recimo se prijavil na ta nek razpis, sem vključil tudi en mural in je isto delen na tak način pač risba, ker ja, tega ni toliko. Kaj pa tematika, ki si zdaj prijavil? Zdaj za razpis, podobno kot vse, kar delam, pač neko grajenje skupnosti, zanašanje na drugega, pač medsebojni odnosi. Zdaj, eden izmed načinov opisa tvojih del, ki se pojavlja, je, da so pač te figure človeške, ki jih upodabljaš brez znakov spolne identitete in verske pripadnosti. Ne? Pa sem se z Jernejem pogovarjala, Jernej je rekel, ja, so vsi sam tipi, ne? Ki imajo te kratke čelade. Pa sem prišla do nekih figur, kjer so te lasje malo daljši, ne? Nakazujejo v resnici na ženske figure. Kako pa ti to vidiš? Vedno vsi napišejo, ja, figure brez spola in brez vsega, ampak v resnici, ko imamo neke barvne figure, pa ko jih je več, imamo, ne, kratki lasje, dolgi lasje, svetla koža, temnejša koža, ok, vere, I guess, da res ne, ampak ja. Tako, ne, neke minimalne indikacije pa vsem so. Ja. Kako ti gledaš na... Ful mi je všeč to, da so različni kustosi ali pa kritiki, ki so pisali tekste, opazili to neko univerzalnost, pa da so pač pisali, da so te figure kao brezspolne, mislim. Ampak ja, je to neka stvar, o kateri sem zelo veliko premišljal in tudi se spraševal, če je pač to prav, oziroma, ne vem, recimo, da je to meni neka
univerzalnost, ampak to se čisto zavedam, da je to verjetno zaradi tega, ker sem pač tudi jaz moški. In če bi bil jaz pač ženska, bi mi bilo verjetno pač bolj kot neka univerzalna figura, pač ženska figura. Zdi se mi, da če uporabljam vse figure iste, pa jaz na njih zdaj sploh ne gledam več, kot pač moške ali pa ženske ali karkoli, res gledam na njih sam kot neke gradnike pač motiva. Pač ja, je to neka moja mačka prišla na mene. Je to pač meni nekaj najbolj naravnega in tako, ko sem pa hotel vključiti v neke podobe, oziroma kadar sem vključil v podobe še ženske karaktere, recimo temu. To je pa bolj takoj ven sekal, ne? Mislim, ne toliko, da ven sekal, sem zdi se mi, da ful bolj specifično. Pač ful bolj poveš že tako, mislim, tudi če recimo nočeš ti tega povedati, bo večina ljudi, tako ko bo videlo, recimo, da so dve figuri, pa da je ena figura moška, ena ženska, si tako ustvarijo že neko podobo. Medtem, če bi bile dve ženski figuri, dve moški figuri, kakorkoli, je ta podoba vseeno malo bolj mogoče zamegljena oziroma dopušča malo več interpretacije. Ok, recimo, to, ko delam neke te gruče figur, tam ta problem se ne bi tako pojavilo, ne? Tam bi bilo načeloma vseeno, bi bilo dosti bolj enakopravno, ampak ja, iz same neke vizualne govorice, ker hočem, da je vse čim bolj ponavljajoče se, da je vse čim bolj podobno sebi za izjemo pač baru, mi je najbolj normalno to, da uporabljam za vse iste figure, oziroma delujejo, kada so iste figure. Mogoče, če že odtenke poti spreminjam ali karkoli, je to ponovadi bolj zaradi kompozicije, pa zaradi tega, da pač določene stvari pridejo bolj v spredje, kakor pa zaradi tega, ker bi hotel neko rasno raznolikost predstaviti. Kaj pa ta afiniteta do čelada frizure? No vem, to je takšna nastala in zdaj pač takšno ustrajam. Mislim, ni pomisleka, zdaj moram skozi to čelado delati. Ful bi rad kaj drugega, zdaj sem že na tej točki, da cannot go back. Ne, ful je hvaležna ta čelada frizura zaradi tega, ker z njo ful easy usmereš pogled figure. Recimo, da je obraz na mojih, oziroma obraz glava na mojih figurah nek skoraj perfekten krog, oziroma mal jajčast. Lahko obrnem pozicijo te figure sam z to eno simple linijo, v kjerokoli smer hočem. Ne. Kaj pa čist iz tega vidika, da imaš ti zdaj nek zelo prepoznaven vizualen izraz, torej te figure, čelada, frizura, okroglo vse, ploskve baru. A kdaj razmišljaš o tem, ali pa te zaskrbi, da pač bi se ta vizualni jezik izpel, ali pa da bi te začel dolgočasiti, ali pa da bi mogoče na neki točki bilo fajn, da začneš nekaj drugega delati, ali pa da bi, recimo prej, ko si razlagal, recimo, da se je najprej začel, ne vem, s črtastimi majicami, pa potem gre vedno bolj k preprostim podobam, ne, da zdaj že ta ozadje slike rata kar rokav, recimo, od osebe in tako. Kam greš lahko naprej še? Ali pa bo treba na neki točki končati, pa nehati se objemati? Mislim, ne vem, ne... Ali je bolj organsko to, te ne skrbi, no? Ne, sploh ne. Pač, kot sem prej rekel, pač se je neka evolucija in jaz pač ful vidim neko spremembo v mojih delih v primerjavi z 5 leti nazaj. Zelo sem zadovoljen s tem, mislim, da je pač neka podobnost, ki se ohranja in da pač ljudje opazijo to, kakor nek moj stil oziroma neki, po čemer me prepoznajo, ampak če se mi na eni točki ne bo to več zdelo smiselno, bo pa pač spremenil. Zdaj, večkrat se je že mi to zgodilo, da sem, ne vem, nek zelo podoben motiv ponavljal, pa je z parletnim zamikom čist drugače izpadel ven. Tudi če so to še zmer sam pač neke figure, pa neko prazno ozadje, v bistvu je skoraj tako, kot pri teh skulpturah žičnatih, iz vsakega pogleda, ki jo pogledaš, je drugačna in isto je s to figuro, ti lahko čist mal nekaj zamakneš in poveš s tem čist nekaj drugega nekomu, ki pač jo opazuje. Ne. Ko smo že pri tem, kaj poveš, ne, vseeno pa ti preferiraš, da v resnici si mi kot gledalci sami razlagamo, kaj gledamo. Tudi iz čistega osnovnega vidika gledamo nekaj veselega, zabavnega, srečnega, mirnega ali gledamo nekaj, kar je mogoče malo bolj
agresivno, malo bolj napeto, malo bolj mogoče negativno, žalostno, depresivno. Ustrajaš pri tem? Ja, ker mi je v bistvu po eni strani mi je zanimivo poslušati ljudi, kaj oni vidijo, po drugi pa se mi zdi tudi pomembno to, da ljudje mogoče malo razmislejo o stvarih, ne pa da je vse tako na prvo žogo. Če že hočem karkoli nakazati, če hočem biti malo bolj direkten, je to ponovadi z naslovom dela. Recimo najmanjši sklop razstave v Bažatu so 2 majhni sliki oziroma en diptih pa ena manjša slika, ki so tudi edine, ki so okvirjene. Tam pač naslov zelo direktno pove, zakaj se gre. Zaradi tega, ker res nisem hotel, da bi bila kakršnakoli dvoumnost glede tega, kaj je tam, kaj je na teh slikah naslikano. Te slike so nastajale v bistvu v recimo času, ko se je začela ni to pravi izraz, zaradi tega, ker traja pač v Palestini vojna že zelo dolgo, ampak ko je bila pač eskalacija 7. oktobra, sem pač začel delati te slike, ki služijo kot nek spomin na razne vojne zločine, ki so se dogajali. Tista, ki je bila delana prav na temo Palestine, ni bila vključena v razstavo, ker se je jih pred kratkim prodala. Ampak sončni vzhod nad Palestino ali nekaj tasga. Tiste ni več, je pač šlo v privat zbirko, ampak en ta diptih je v bistvu spomin na genocid v Bosni. Na njem so neke človeške figure, ki izgledajo kot drevesa in te rdeče pikce, ki so v bistvu zemljevid Bosne, če bi ga dal čez te 2 sliki. In bi te pikce bile lokacije, kjer vse so zabeležili genocidno dejanje. Pokrajina 1 in 2 Sadovnjaki Bosne. Tako da pač tam sem tudi poimenoval tako. In druga, ki je pa v bistvu, ki je bil genocid v Namibiji, ki so tam začetek 20. stoletja so Nemci v bistvu 2 ljudstvi izgnali v puščavo, pa jih pač stradali v puščavi zaradi tega, kot nek povračilni ukrep. In je praktično skoraj 2 ljudstvi so izbrisali iz obličja. Tako da tam, ko se mi zdi slika kot nek spomin na neki, rad povem, kakšen je kaj je naslikano, da ne bi bilo kakršnega koli dvoma. Ampak so pa še zmeraj te slike zelo take, če ne pogledaš naslova, pa to delujejo take lepe, umirjene. Ne? Ampak vseeno izstopajo ven, niso take tipične. Ne? Pač ta pokrajina Herero in Nama je v bistvu res krajina. Tukaj pa zdaj ni človeških figur. So drugače. Krajina je delana ležeče. Ležeči kupčki človečkov. Se lih to ne, malo govorijo o tem, da pač čas pozabi vse. Ne? In v bistvu narava okoli nas vse te zločine in stvari, ki se zgodijo, absorbira. Sam se mi zdi prav, da ne pozabimo na to, kaj se dogaja. Jaz bi se tle v mislu zdaj še na nekaj navezal, tudi zato, ker se je omenil, da se je ravno ena zelo politična slika v bistvu prodala. Ker me tudi to malo zanima, kako ti gledaš na prodajnost slik oziroma na svojo produkcijo, ker v bistvu tvoje dela tako sama po sebi so zelo lahko tudi dekorativna. Niso taka, da bi imeli v problemih imeti v prostoru in so zelo primirna za prodajo iz tega vidika. Povedal si nekako že zdaj vsem, kar se pogovarjamo, da si prišel do teh figur čisto z nekih drugih razlogov, ampak a je tudi to mogoče en del tega, da ostajaš pri teh figurah, da so pač lažje prodavljive? Ne, tudi recimo z Leonom sva že dostkrat imela kakšne take debate. Jaz tudi ful ne maram, recimo zdaj sem se prijavil na ta razpis, ampak prijavil sem se zaradi tega, ker sem lahko prijavil svoja že obstoječa dela oziroma tudi tista, ki niso obstoječa, pa bi jih naredil v primeru, da se razpis zgodi, so točno takšna, kot jaz hočem. Ne maram se prijavljati recimo na razpis ali zaradi tega, ker se mi zdi, da bi pol to diktiralo to, kako moje delo mora izgledati. Zavedam se tega, da je pač, da so moja dela bolj poljudna, kot kakšnakoli druga. Ampak se mi zdi, da pač v umetnosti govoriti o tem, kaj je komu všeč, pa kaj je prav, pa kaj je bolj kvalitetno, kaj je manj kvalitetno, je pač totalen absurd. Meni je najbolj pomembno to, da sem sam sebi pač
pristen, da imam pač neko integriteto in dokler me zanima delati dela takšna, kakor so, mi je vseeno, ali se prodajo ali ne, zaradi tega, ker je, verjetno bi to drugače razmišljal, če ne bi imel pač neke te finančne varnosti, ki mi jo omogoča služba oziroma podjetje, ki ga imam. Pol bi se mi definitivno bolj šlo za prodajo, ampak ja, imam pa ful srečo, da pač ta prodaja se kar zelo dobro dogaja in mi ni to kar samoumevno. No, pač, Mislim, se imaš zelo različne tipe umetnikov. Imaš tipe umetnikov, ki prav zasledujejo pač trg in vejo, da delajo umetnost in da delajo za trg in je to vibe. Ja, pač pa tudi čist nič narobe s tem, sam jaz pa tega nočem, no. Pač delam še zmeraj zaradi sebe in valjda, super mi je, ko se nekaj proda že zaradi tega, da to nekomu tukaj pomeni, da je pripravljen. Se zelo različna umetnost tudi prodaja, ne? So tudi zbiratelji, ki zbirajo stvari, ki so zelo pristne in od ljudi, ki niti ne razmišljajo o tem, da bi se kaj prodalo, ampak pač slučajno se ujame z, ne vem, duhom časa, z zbiratelji in tako. Ne, pa tudi zdaj se mi, da je tako, sploh tukaj v Sloveniji se mi zdi, da je tako zelo tretirana umetnost kot pač nek hobi, ki se o tej prodaji kar nič ne, mislim, tako ful vsi tudi nočejo govoriti o tej prodaji in o tem, ampak meni se zdi, da kjerkoli drugje vseeno gledajo na to bolj kar ne kot nek biznis, ampak pač ja, umetnost je vedno bila biznis, pač vedno si imel naročnike, vedno si imel mogoče zdaj še najbolj svobodno v primerjavi z vsem, kar je bilo skozi zgodovino. Ne. Ja, veliko zgodovinske umetnosti je imelo od zadnje naročnike. Ja, ampak zakaj se ne bi prodalo? Mislim, pač delaš z razlogom, pač valjda, da ti je fajn, če se kaj proda, ne. Tako da, kaj bom imel jaz tam v skladišču 500 000 slik, pa mislim, komu to pa služi, ne? Posthumno, samo posthumno še pol. Pa se bo mogel še nekdo s tem ukvarjati. Vse se mi zdi, da se dosti krat zgodi, da nekateri postanejo šele posthumno zares opažanje. Ja, imamo eno stranko, ki pride k nam v trgovino, pa vsakič pol reče, da čaka, da bom umrl zaradi tega, da bo pol moje stvari kao drage. Tako da, a ja, da jih bo prodal. Se jih nič nima, tako da kao takrat bom kupuješ. Tako je tik prej. Ja. Mogoče, da mu se vrnem sem še na hitrco, ali pa ne na hitrco, na to Jernej, ko sva se midva prej pogovarjala, skoraj skregala tukaj, ker sem jaz na nekem videu, takrat, ko si ti, Marko, imel v MGLC-ju razstavo in pol so naredili un cute video o tem, kako ti to pripravljaš, kako z Jakobom ti izdelata, gledata une pikce in to. Da kao nekaj rečeš v smislu, da na kakšen način se grafika ali pa grafika v tvojem primeru razlikuje od slikarstva na način, da je pri grafiki manj nekega nadzora, da se neke napake pojavljajo in to. In pol je Jernej znoro, da pač če pa je kaj brez napak, ker je na tak način ponovljivo, je pa to grafika, ne? Da glih pri slikarstvu, ko pač ti z roko delaš human error, da je tam v resnici prostora za napake več. In zdaj mene zanima, a sem jaz to zanima me zdaj, na katerem bregu si, ne? Ker jaz... Ja, drugače sem kar na Jerneju. Mislim, se bom strinjal z Jernejem, zaradi tega, ker je mogoče malo bilo vzeto iz konteksta. Ti si malo bias, ker prihajaš iz grafike. Ne, sam je... Po mojem je bilo tisto mišljeno kot nek komentar na tehniko risotiska, ker tam pa res nimaš ti nadzora nad vsemi temi distorzijami in temi napakami, ki se dogajajo, to, kar sem prej govoril. Pač tam res ti lahko karkoli narediš v predpripravi in tudi pripravi tiska in vsega, bojo pač te napake še zmer prišle. Medtem, ko sama po sebi je grafika ful bolj kontrolirana, kakor slika. Mislim, ne vem. Recimo zdaj meni pred oči pride pol nek izsek videov, kjer ti najbolj natančno in najbolj počas možno ob črtici s čopičem poteguješ že 5. sloj rumene barve, ne? Ampak je ful več možnosti, da bom tega zajebil, kakor pa da bo... Ja. Medtem, ko pač to tisk potegneš, dvigneš, ti ne veš, kaj bo spodaj. Ja, ampak predstavljaj se nek lesorez, ne? On se spravi k lesorezu, vso to pozornostjo dela, ne vem, 2-3 dni, tisti lesorez pripravlja, poga pa začne tiskati. Ne? Odtisne in vidiš, da je tam se neki spacal, ali pa da neki ne prime dober. Ja. Enkrat, kad narediš matrico, pol ta matrica dela neki cajt. Ja, midva sva delala matrico, vsak odtis je bil drugačen. Tam se je neki razlil, tam neki ni prav prišlo, tam si z raklom neki čez čuden, pa se ni... Sam to je pač del grafike, ne? Mislim,
to pol ni napaka. Pač je napaka, ni pa... Neka druga sfera razumevanja napak ali pa kiksov Ko je. si že rekla, bolj kontrolirano delo, kaj? Ja. Prej. Mislim, kaj sem jaz rekel. Ne vem več, V videu. ne vem več. Ampak to sem jaz zdaj pač pol povzela pa se interpretirala. Ne? Ampak tudi pol to, kar si rekel Jernej, ne pač, če bi vsaka grafika bila točno taka, kot smo si jo zamislili, da je, pol jih mi, pol ne bi, ne vem, prvi odtis pa zadnji odtis imela take razlike, pol jih ne bi oštevilčili, če bi to bilo vse isto, kot da bi... Ne, ampak načeloma naj bi bilo, kar moglo bi biti, ne bi bile vse enake. Problem je to, da smo pač postali, kar se tiče grafike, recimo smo postali vsi čist preveč nestrpni in čist za premalnega finančnega in časovnega vložka hočemo dobiti ven neki. In recimo, ful je težko delati zdaj v tem času lesoreze, ki bojo tako kvalitetni, kot jih je recimo delal Rembrandt. Les trenutno dobiti tako kvaliteten, da boš ti lahko naredil z njim toliko tiso, kot so ga pač delali stari mojstri, je zelo, zelo težko. Plus pač to neko znanje se je tudi malo izgubilo. Ok, lahko bi, konec koncev bi si lahko pomagal z nekimi modernimi tehnologijami, pa bi dal na CNC izrezati pač to, sam pač to ni več to, ne. Ampak ja, isto je pri tem sito tisku, če imaš ti neko dobro opremo, pa imaš enega Jakoba, ki se mu da pač s tem toliko ukvarjati, pa je toliko pedanten, boš ti lahko vsak odtis dobil perfekten ven. Tudi če ne vem, prvih 5 recimo zavržeš, ampak ko priješ do unga, ki je res tak, ki mora biti, pol pač je to naklada, pol ti delaš 20 ali pa 100 odtisov, pa je to, vsak mora biti isti in je to pol grafika, če ne, ni to pač naklada. Teoretično vam vržeš tiste, ki niso v redu. Ja. 37 ni bil v redu, ga vržeš stran, noben ni vedel, da 37 ni bil v redu, ker ga ne številčiš. Ok, sem kaj pol to fora, da je vse perfekt, sam zato, ker se delaš, da uno, ki ni bilo perfekt, ne obstaja. To je tako kot knjiga, ki jo kupiš. Načeloma so vse knjige iste. Vse je dobro odtisnjene. Vmes se zgodijo napake. No, ampak pri slike recimo isto, pač si jaz, ko vlečem črto, ne glede na to, koliko je natančna, pač prejšle bo nekaj šlo narobe, ali bo čopič šel čez linijo, ali se mi bo roka zatresla, ali bom, ne vem, ko bo že vse narejeno, kar se mi fulkrat zgodi, da v čopiču usta, ko bom nekaj drugega delal in se bom obrnil in bo pač čez celo platno neka črta in jo bom mogel pol popravljati, ne, sam pač to vse popraviš, ne. No, sem po moje mene bolj jebe ta aspekt, da je neka posredna stvar vmes. A ne, ker ti, jaz si to tako predstavljam, če ti vlečeš črto z roko po platnu, jo pač ti in real time delaš, ne? Tako kot tvoja roka hoče kao iti. Ni tako, da si ti za 2 sekundi šizofren, pa zgubiš samega sebe, pa se nekaj vmes zgodi. Tudi se. No, medtem ko pač pri grafiki, a veš, ti nekaj daš gor, dvigneš in nekaj se bo zgodil. Ali pa pri fotografiji, kar Jernej še bolj znori. Kar se meni zdi, da je fotografija čist nepredvidljiva. Ti šklocneš nekaj na film, pol čez 1 mesec to razvijaš model. To ne veš, a bo črn flek, a bo vse zmazan, ali bo kaj izostren, a se ti je tam neka svetloba čuden, neka kapljica ti je tam padla, to je vse fakt. In on pravi, da je to vse nadzorovan. Nič ni nadzorovan. Kemija, razvijaš, predolg pustiš pol sekunde, vse gre v kurac. No, ampak zato so to mojstri, to je neznanje, to je samo neznanje. Jaz se tudi to strinjam. To je kot da bi rekel, tako da bi daš meni čopič v roke in zdaj rečeš meni nekaj naslikam in pol boš pričakoval od mene, ker ne znam slikati, da ti naredim nekega Rembrandta. It's not gonna happen. Ja, ampak še zmer, če ti pa rečem naredi sam pljop, to pa boš naredil in to bo. Pri fotki je pa pač, ti fotkaš in realno ne veš zares, kaj ti je ratal, dokler ne boš tega razvil. Ja, če se postaviš v vlogo recimo nekega splošnega človeka, ja, ampak če pa recimo, da si ti profesionalen fotograf, ki moraš vedeti, kaj vse vpliva na to, pa pač načeloma, mislim, ja, itak se vedno lahko zgodijo neke stvari, neke nepredvidljivosti, ampak ko ti osvojiš neko znanje, pol že pač vsa priprava, ko jo ti narediš v to smer, pač dela, da bo zadeva izgledala tako, ko more, kot si jo ti zamislil in je načeloma pol tudi manj nekih presenečenj. Ja, počasih se niso stvari razviti v Fotolab in v Fotolabu so naredili stvari ponovadi vedno prav. Niso zajebali.
sploh barne filme. Črno-belo se je mogoče malo več doma razvijal, tudi prema. No, zdi se mi sam zanimiv aspekt tega, ne? Ta neka posrednost ali neke mašine ali nekih drugih materialov ali neke kemije. No, sem se zdaj, to je najbolj zanimivo pri umetnosti in pri umetniških delih, ne, ko dopuščajo pač te neke napake, ki mogoče niso sploh opazne komorkoli drugemu razen umetniku, ki jih je naredil. Ker drugač, kaj je sploh point, lahko bi vsi sam pač dali printati neka platna z nekimi imidži, ki so jim všeč, pa bi vse podobe nastale, ne vem, za uporabo AI ali karkoli, ne. Tako da ta nek human error je nekaj, kar da pač dodatno vrednost. Maša, jaz mislim, da možeš ti napisati en odgovor na Benjaminov ta In the Age of Mechanical Reproduction, ne, od Walter Benjamina. Ti moraš napisati repliko na to knjigo, nujno. Ker ti se očitno ne strinjaš, da smo zdaj v Age of Mechanical Reproduction in da ni vse isto, da je vse slabo. Ne, jaz se sam sprašujem in kot nekdo, ki se s tem ne ukvarja sploh, niti pa sploh profesionalno, da se pogovarjam z ljudmi, ki se, da mi povejo, kaj si oni mislijo. Ne? Če se bližamo nekako koncu, jaz imam še par takih random vprašanj. Naprimer, kje ti je bilo najboljš razstavljati do zdaj? Imaš kakšen poseben odnos do razstavišč? Kje mogoče tvoja dela najlepš zasijajo? A razmišljaš o tem, a ti je vseeno, a ti grejo mogoče neki izčiščeni galerijski prostori na roko, ali ti grejo na živce? Bi mogoče bil bolj, kaj je že bilo napisano v tekstu od MGLC, sicer odličen tekst, malo bolj piker, hudomušen, igriv, urbana kultura, grafiti, street art, popularna grafika, vibe? Mislim, odvisno. Zdaj sam v smislu, kakšna galerija je in koliko sem zadovoljen za celotno razstavo, bi pač mogel reči, da je bilo to zdaj tempo. Zaradi tega, ker prvič, ko sem stopil noter v Bažato, pa sem videl pač, mislim, ta prostor, sem pač sam začel sanjati, da bi rad hodil tam enkrat razstavljati. Takrat si nisem znal niti približno predstavljati, koliko obsežen projekt bo to. Bolj so veliki prostori, ne? Ja, ogromen prostor je, ampak je recimo za to, kar smo se odločili, da bo nekakšen pregled 5 let dela zelo hvaležen bil. Zaradi tega, ko sem imel tako močno produkcijo v letu 2025 pa 2026 pa nobene večje razstave, kjer bi to produkcijo predstavljal. In je bilo pa v bistvu ful logično nekako razporediti skoraj malo kronološko po pač teh nadstropjih. Tukaj mi je pač tudi Adrian zelo prišel prav, da je pa, ne vem, kakršnekoli dvome sem jaz imel, mi znal svetovati, pa sva se pa skupaj odločila, kako in kaj, pa kaj dati v razstavo, kaj dati ven iz razstave. Bi rekel, da je bila to mi najljubša izkušnja, mislim, dobrih izkušenj je bilo dosti od pač MGLC, Kibla, Hiša kulture mi je tako domača, ampak ja, Maribor, Kibla mi je bila tudi ena taka zelo fajn, zaradi tega, ker je tak specifičen prostor, v katerem se mi zdi, da so se ful fajn poklopile te slike, ki sem jih razstavil v kombinaciji z nekimi displejčki, na katerih so bile predstavljene pač ti renderji, po katerih sem delal slike. In je bil cel prostor tako malo temačen in je pač vizualno je zelo lepo izpadlo. Drugač pa, ja, probam vsako razstavo, sploh če je delana kot neka serija oziroma kot z namenom, da gre v neko določeno galerijo, probam imeti pač to vedno v mislih, pa nekako izkoristiti arhitekturo prostora. Ta Kibla je bila tak dober primer, ker je v bistvu bil prenos razstave, ki je bila že v Hiši kulture v Pivki, za katerega sem dodal, mislim, da še 1 ali 2 deli, pač, mislim, 2 sliki na platnu. Pa, ko sem šel na ogled prostora, pa sem videl te stebre, ki pač so noter v prostoru in to, mislim, neko to strukturo, ki jo ima, sem takoj dobil pač idejo še te bele kocke, ki je pol nastala isto za to razstavo, zaradi tega, ker sem hotel kao umestiti v sam prostor nek kubus, ki spet zgleda tako dokaj subtilen, ki ti deluje skoraj, kot da bi lahko tam bil skozi. Ker je pač isto bil, tako kot onih 6 stebrov, ki so v galeriji, je bil pa še ta kubus, kot nek dodaten kip. Mislim, dodaten stebr. Tako da, pač za kjerokoli galerijo do zdaj, ko sem delal, če se ni šlo samo za pač nek prenos pa postavitev, sem zmer gledal na to, da mi vse skupaj lepo deluje. No. Pač ful mi je
pomembno to, da razstava kot celota funkcionira in da ima razstava, ne vem, tako kot si pohvala od Božidarja tekst, da ima pač neko res dobro obrazstavno besedilo, za kar se moram spet Adrianu zahvaliti v primeru Tempo razstave in da je pač vse okrog razstave dobro. Torej, fotografije, postavitev, fotografije del, to so stvari, ki so meni zelo pomembne in če imam opcijo, da to kontroliram, pol se res pač potrudim, da je čim bolj zaradi tega, kar razstava v Sloveniji več ali manj traja, ne vem, 3 tedne ali pa 1 mesec, mogoče daj kaj dlje in pol je to. In vse, kar ti ostane, je pač nek tekst pa fotografije, tako da hočeš, da so te čim boljše. Ne? Fotografije je naredil Jaka Babnik. Ja, tudi postavitve. Jaka, če posluša. Shout out. Zdaj pri teh kasnejših delih si še kaj pomagaš s temi umetna inteligenca renderji, ali to je bilo sam takrat? Ne, to je bilo sam v sklopu teh hibridov, mislim te serije kao hibridov, ki so bile, mislim, razstavljeno je bilo prvo v Hiši kulture v Pivki, pa potem še v Kibli v Mariboru, pa sta se še leto zgodila neka 2, ti ne prenosa, ampak neke 2 združeni razstavi, ker so bile v bistvu skombinirane razstave iz Kible in iz MGLC-ja. To je bilo v galeriji Krka v Novem mestu pa v Slovenskih Konjicah. Tako da ja, tisti je bilo edinkrat, da sem uporabljal, zaradi tega, ker se je to spet sopadalo z nekim tem trenutkom, ko se je ful začelo govoriti v umetniških krogih o umetni inteligenci kot nekmu sovražniku, ki bo nadomestil nas kot umetnike in pač smo mi zdaj v bistvu popolnoma nepotrebni. Pa me je zanimalo, kaj je pač fora, mislim, kaj je zdaj tukaj strašnega na temo in pač ja, bil tukaj kar nek moj odgovor, oziroma bi si lahko nastanejo neke ful zanimive stvari, če se malo znajdeš. Zdaj, če se navežem na prej, ko si omenil, da ti neko finančno stabilnost pa zaledje predstavlja tvoja firma, ne? Če izhajam iz tematike, s katerimi se ukvarjaš v umetnosti, neka ta medsebojna povezanost, družba ali kot je Adrian recimo napisal, ne, da tvoja dela delujejo kot povabilo k neki upočasnitvi in refleksiji, kaj pomeni stati drug ob drugem, vztrajati skupaj, biti opora. Ne? Zdaj, ta tvoj drug job je, da imaš kolesarsko delavnico oziroma skupaj še z nekom popravljaš kolesa. Je to do neke mere recimo vplivalo tudi na to, kako gledaš ti na soljudi, pa na družbo, pa na medsebojno delovanje? Ne? Ker se mi zdi, da recimo mogoče ta vibe kolesarjev, po eni strani, kako je zdaj to kot šport med Slovenci dost naraslo, po drugi strani pa tudi čista urbana kultura, premikanje po mestu, tudi upori, ko so bili na kolesih in tako. Dnevno se srečuješ z ogromno različnimi ljudmi, pač vsi kolesarijo. Je to na nek način povezan? Razmišljaš kdaj o tem? Ali pa to, kar si rekel, da čez dan delaš tam kolesa, ljudje, stranke in se ti v glavi naberejo neke ideje, neka izhodišča, ki jih potem likovno in vsebinsko udejaniš v ateljeju? Mogoče ni direktno povezano, ampak je pa tako kot neka splošna ideja definitivno povezano zaradi tega, ker recimo ta servis in trgovino, ki sva jo pred dobrimi 5 leti odprla z prijateljem Tinetom, sva si midva zadala kot neko alternativno opcijo, ki je nasproti vsem kolesarskim trgovinam in servisom, ki so pač po Sloveniji, pa tudi po Evropi recimo. Hotla sva graditi neko skupnost, hotla sva ponuditi neko kvalitetno storitev za pač fair ceno in produkte, ki so mogoče malo dražji, ampak dolgoročno v bistvu ful cenejši, zaradi tega, ker so tako kvalitetni, da nimaš dolgoročno neka vzdrževanja z njimi ali kakorkoli, oziroma jih lahko ponovno uporabiš, zaradi tega, ker jaz sem zelo antikapitalist in se mi zdi, kakor je hecno to, da imam pol pač neko trgovino ali neki, pač res delamo vse na tak način, da je pač res čim bolj spoštljivo in do pač okolja in do ljudi in uporabniki tega bojo, če jim pa pač ti lahko ponudiš neko alternativo, ki ni toliko škodljiva, pa pač je to toliko boljše in tega se nam je zdelo, da je manjkalo. Zdaj neke direktne povezave v smislu, da jaz pol upodabljam neke te skupnosti ali karkoli,
v svojih delih. Ni pač edini benefit, ki ga jaz vidim, je to, kar sem že prej omenil, pač ta neka finančna varnost, pa to, da delam nekaj, kar res ni povezano z umetnostjo. In mi pač omogoča to nek odmik, nek čas za razmislek in tega časa imam praktično 12 ur na dan. Vprašanje, če bi bil bolj produktiven, če bi pač teh 12 ur v ateljeju visel pa razmišljal, kaj bi naredil. Verjetno približno isto ali pa pač mogoče celo še manj. Tako da zaenkrat je to ravnotežje fajn, ne vem pa, koliko je to dolgoročno vzdržno, zaradi tega, ker pač je zelo izčrpajoče, sploh kadar se pripravlja neka taka zelo velika razstava, kot je pač trenutno ta v Bažatu, ker ne zahteva samo ogromno enega cajta, ki ga ti vložiš v produkcijo, ampak tudi ogromno ene logistike in pač prevozov in res sem hvaležen Tinetu, da je tukaj razumevajoč in pač podpirajoč, da lahko jaz pač skočem ven kadarkoli, pa pač se zelo easy usklajujeva, kar se tega tiče, tudi kadar je največja gužva v trgovini in mislim, da ne bi če bi delal za nekoga drugega, to definitivno ne bi bilo mogoče, tako da se mi zdi to še najboljša možnost, kot trenutno je. A imate več strank, ki furajo mestne bajke ali teh nekih resnih gorskih outdoor, downhill, crazy person? Mislim, drugače, ful mi je hecno, ko v bistvu odkar imamo to trgovino, opažam koliko ljudi iz kulture, ki jih pač poznam ali že odprej ali od zdaj, pač koliko jih je dejansko na kolesih. Tako, res, mislim, ne vem, kaj je pri teh kolesih, da nas tukaj povlečejo noter ali kakorkoli, da je toliko ljudem zanimivo, no, ful mi je zanimivo, ko pa vidim ljudi, ki jih, ne vem, ponovadi srečujem malo v galerijah ali pač nekih drugih prireditvah, ki pač pridejo k nam na servis, pa se pač pogovarjamo pol še o bajkih ali nekaj, čeprav. A jih pol malo džadžaš, tako ko vidiš, kakšen bajk imajo? Ne. Jaz ne vem, če si upam svoj bajk pripeljati k tebi po delavnici. Ne džadžam, pa mi drugače res vse zrihtamo. Bom pa še jaz z mojim 1920 neki tacga kolesom za babice. Jaz rabam nove bremze. To je zdaj že na meji, ne? Tako, ne, sploh ni nobenega džadžanja. Pač tako, mislim, jaz sem kolesa so že v mojem lifeu pač od, ne vem, osnovne šole, približno istočasno kot skatenje in pač se čisto zavedam, da je to dvoje skupaj me pač pripeljalo tudi do umetnosti in mogoče ne gledam na njih sploh tako kot neko sredstvo za pač se športno udejstvovati, ampak pač dejansko kot nek pač lifestyle. Mislim, ka mene tam, jaz imam najbližji ta rok na Vogalu, no? Mene vedno džadžajo, ko pridem tja. Vedno me tako pasivno, agresivno hoče ukregati, zakaj nisem prej prišla, da kako ne vem, da je treba vsake par tednov malo nafilati gumo, a ne vidite, gospa, koliko ste porezali cel plašč, pa mislim, kaj vi delate? A gospa ti reče, to pa ni fajn. Ne vem, kaj mi. To pa ni fajn. To je največji problem. Mislim, drugač mi dva načeloma probava, da ne, ampak ja, pač tako med frendi valjda se. Človek gre ven, pa tako kakšen bajk je imela. Mislim, imaš svašta, ne si. Pač tako, mislim, ful je hecno, da sem jaz predstavil temu, da delam v bistvu ful delam z ljudmi, zaradi tega, ker jaz nasplošno res ne maram ljudi. Ampak je cool, delati v trgovini je čist nekaj drugega, kot da si drugače primoran se družiti z ljudmi. Ja, ampak tudi, ne vem, jaz imam res to srečo. Mora biti prijazen, pa mora biti ustrežljiv, pa mu pride kdo težiti za neke plašče tam. Si prijazen pa ustrežljiv, ampak ma ne, klemam jaz kar res srečo tega Tineta, pač ima ful več. Oziroma, opazila sva že doskrat tako, da ko ima nekdo od naju slab dan, se lih tako poklopi, da ga en drug nima in pol se mal vlečeva ven iz sranja, kdaj bi jaz pač vrgu bajk. Pač res mi ni fajn, kdaj. Pa se pol on zna pravilno odzvati, pa itak, ja, delo z ljudmi svašta se ti bo zgodilo in pač. Vsake toliko je kakšna stranka, ki nisi najbolj vesel, to je res. Ampak res jih imamo malo takih, tako da sem zadovoljen. No, ločeno od ljudi, povej mi še o tvojih štirinožnih prijateljih.
I saw some fur na Instagramu. A ta koža Juta. še obstaja? Ja, mislim, Juta še obstaja Jota. po materialu. Kaj po materialu? Ja, Juta je. A Jota, jaz sem mislil Jota, zdaj sem razočaran. Ne hrana, material. Ne, Jota. Slikarski material. Ja, še. Kdaj se zabavam, da je ona moj kustos, zaradi tega, ker je doskrat z mano v ateljeju, pa pol tam na kavču visi pa gleda. Kaj je to vižla? Vižla. To je tako zelo... To bomo dali v spot. To je zelo aktiven lovski pes. Ja, zdaj trenutno ni čist nič aktivna, kaj po mojem od celega vikenda aktivnosti utrujena in spi. Okay. Na soncu verjetno nekaj. Lepo. Okay. A zaključimo. Zaključimo. Kakšne replike? Mislim, A boš bi koga ful pozdravil? obdelali. Ne, mogoče bi se zahvalil Jakatu Babniku, evo, ker smo prej shout-out naredili, mogoče, ko smo se prej pogovarjali o teh napakah v fotografiji, pa to se mi zdi, da je on en dober primer tega, da ko pač obvladaš neko orodje in veš, kaj delaš, pač tukaj ne predpriprave narediš, da se te napake ne zgodijo. Pa sem zihar, da se tudi njemu zgodijo, ampak ja. Tistih ti ne pošlje. Ja, pač ne pošljem, ampak tudi tako, ne vem, ko smo fotkali recimo reprodukcije del, ok, prvo je trajalo full cajta, da smo vse postavili, ampak pol on ni rabo več, ko eno fotko narediti, ker pač je vedel, da to štima. Ko enkrat nastaviš, to je res, ja. to. Sej, največ dela je... Ski. Točno to, največ dela v temu, ne, da pripraviš stvari. Jaka, še enkrat hvala. Škoda, da Jaka tega ne bo slišal, ker je rekel, da je kritiški posladek redko poslušljiv in da on tega ne more poslušati. Ja, prav. Lost je na njej. Zdaj lahko vemo še kakšno zadevo. Jaka, ne vem, nekaj nam ni bilo všeč. Jaka ima tudi enega psa. Ja, tudi. Pozdravljamo tudi psa. Pa tudi kolesar. Vsi vozimo bajke, pa vsi imamo pse. Copy-paste. Okay. Jaz mislim, da je to zelo povezan s tvojo Čakaj, umetniško prakso. Jaka pa še ni bil pri nama, ne? No, evo, naslednji gost. Če bo komentiral, spodaj te povabimo. Se ga snubim, ampak... A veš, tako čist do konca bo mogel poslušati. Ne sam, odpred. Ne, to bo poslušal nekdo drug in mu bo samo prijazno rekel. Ja, tudi delite lahko naše epizode, tudi to je v redu. Ok, ja, drage poslušalke in poslušalci, najlepša hvala za poslušanje. Hvala, Marko, da si prišel k nama v goste. Glasbeno podlago za intro in outro sta pripravili Ema Kobal in Urška Bajec Košmrl. Napišite v komentar kakšno besedo ali dve. A mislite, da se Markove figure objemajo ali da se štihajo? Ali oboje hkrati? Čau, čau. Zdaj bom probal ta vietnamski kruh. Čau. Vatikanski. Vatikanski kruh sreče. Jaz sem že rekel, da bi mogel ta recept preimenovati v kaj drugega, ker res... Drugač, jaz sem tudi mislila, da bo to hostja, sem 3D. Ja. Hostja? Ja, nekaj ful pobožnega, minimalističnega, brez vsega. Tako je nona, ki je cela pač siva. Meni bo prav všeč. To je prav dober biskvit, ne? Drugače jaz pečem ful kruh, ne? Ampak pač prvič v life sem slišal. Pecite na 170 stopinj 1 uro in jaz tako, ok, v čem? V kaj moram? Až tako, ful je za debile napisan cel recept. Kar v unmu, ko si zmešal. Ja, kaj tako 7 Ful je za debile napisan recept. Recept recept. je 7 dni. Traja, vsak dan narediš nekaj. Ja, in je ful za debile napisan. Pol zadnji del pa sam spečeš. To je prav slovenska kuharca vibe. Ja. Pečeš, Trudi dokaj je se. pečeno. Ja. Pač, Vse, to je, veš kaj, posoli po občutki. to je kulinarična varianta uno. Če tega sporočila ne pošleš še 5 prijateljem... Ja, sej, to je verižno pismo, To basically. je piramidni sistem. Ja. Ne piramidni sistem, verižno pismo. Ne vem, če jaz to lahko jem, ker sem se izpisal iz cerkve. Maša ima... Mogoče bom zgorel zdaj, pa... Maša ima Ko vse bomo mleko, vsi pa zgoreli. mleko brez laktoze. Nič. Nič.